kako je? Dobro. Dobro. Najprej čestitke za predstavo na Evropskem prvenstvu. Malo treme je bilo, zato ker je le Aleksej Nikolić in je neko ime v košarki. Kako bi opisali tekme v skupinskem delu v primerjavi z izločilnimi boji? Mislim, da smo od začetka turnirja dobro stopnjevali nivo igre oziroma našo formo. Že na tekmi z Italijo, kjer smo bili dokaj suvereni do tiste zadnje četrtine, kjer smo malo trpeli. Kakšen je občutek po zmagi? Proti Nemcem pa spet tista zadnja četrtina, kjer nam je malce moči zmanjkalo. Nažalost smo šli domov, ampak bi rekel z dvignjenimi glavami, ker smo res pustili srce na igrišču. Bi danes naredil kaj drugače na tekmi z Nemčijo? Kakšen faul manj. Kako je igrati z Luko Dončićem in če ti gre kaj na živce, da vsi govorijo samo o njem? Z Luko je igrati fenomenalno. Je neka čast oziroma privilegij, da imamo res generacijskega talenta v naši ekipi in enostavno uživamo v tem, kar prikazuje. Lahko brez besed pokažeš, kako se je po tekmi pogovarjati z novinarji? Kako se je začela tvoja košarkarska pot? Zdaj ne vem, koliko let sem imel, 4 ali 5, ko so mi v bistvu dali žogo v roke. Brat je košarkaš tudi, oče je bil košarkaš, bivši trener, tako da sem bil obsojen na košarko, bi rekel. Kdo je tvoj idol in zakaj? Kot samega začetka vem, da sta bila dva igralca meni priljubljena, to sta bila Sani Bečirović pa Jaka Laković. Zaradi nekega stila igre nekako sem tudi v njih videl predvsem to uživanje oziroma to predanost, požrtvovalnost, ki jo imata za košarko. Med poletnim prestopnim rokom se je v ekipi Cedevite Olimpije kar nekaj spremenilo. Kako ste se na to prilagodili in kakšno je vzdušje v garderobi? Malce bom rabil časa za prilagoditev oziroma spoznavanje. Fantje so super, radi trenirajo, so predani, vidi se. Primarni cilj je, da se najprej igramo, da se spoznamo, da v bistvu prikazujemo čim boljše igre in da je to pol posledica zmag. Moja cela izkušnja je bila veliko živčnosti, ampak pol na koncu je bilo zabaven pa smešen. Hvala tebi.